Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke. V oddaji Report tokrat gostimo gosta, ki znata kuhati, pa tudi postreči, dati na mizo kakšno jed, pa tudi kakšno pijačo. Takole bi lahko začeli malo za res, malo za hec. Sicer pa gostimo ravnatelja in eno od dijakinj Srednje šole za gostinstvo in turizem, ki so pred kratkim tekmovali na mednarodnem tekmovanju Gatus na Otočcu, pa bosta malo več povedala, kaj se je tam dogajalo in kaj vse so dosegli. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Boš začela? Izvoli. Takole. Torej, tekmovali smo na mednarodnem tekmovanju Gatus. Bilo je kar zanimivo, bilo je veliko druženja, bliž smo države bivše Jugoslavije, tako da smo spoznali veliko novih tradicij, novih običajev in pa predvsem nove prijatelje. Takole, gospod ravnatelj, ni prvič, da vaša šola oziroma dijaki in dijakinje tekmujejo na nekem tekmovanju, tudi mednarodnem. Tudi čez mejo ste že šli. Res je. Sicer moram reči, da ta Gatus je bil letos 10. Mi smo bili zraven 9. od teh 10, prvič nismo bili. Kar je mogoče zanimivo, da je ta Gatus nastal kot plod ene raziskovalne naloge iz novomeške šole, ki je bila uvrščena na tekmovanju Alpe Adria v Ljubljani in nagrajena naloga in je ena redkih nalog, kar je žalostno, ki je potem oživela. In dejansko je bilo zdaj 10. leto, kar to tekmovanje živi. Ja, bivše Republike Jugoslavije, načeloma po 3 udeleženke iz vsake republike, niso vedno vsi se tudi glede na finančno krizo, na vse skupaj, kdaj katera šola izstopi, potem se nadomesti z drugo. Moram reči, naprimer, da je zdaj 2 leti nazaj odstopil Poreč in smo ga ravno na tem tekmovanju nadomestili z Splitom, tako da gremo še v Dalmacijo počasi. Tekmovanje super, je mednarodno, je kvalitetno, je zahtevno, vidijo se različne kulture, dejansko so tu različne kulture skozi celo bivšo Jugoslavijo, različne metode učenja, pristopa k turizmu, ampak bistveno vsega skupaj je, da se dijaki in pa seveda tudi, da ne bom samo dijake rekel, da se družijo, tudi učitelji, mentorji, ravnatelji se na tem Gatusu izredno dobro počutimo. Ravno to je to, ne? Torej 2 ekipi, če se ne motim, ali še več, iz šole, plus mentori, plus vsi ostali, ne, tam na mestu. Je tudi mogoče kakšna izmenjava mnenj, primerov dobrih praks, malo kukanja v lonec na sosednji štedilnik? Preden smo imeli tekmovanje, smo se veliko družili in smo se malo tako pozanimali, smo povpraševali, kako vi delate, kako mi delamo. In dejansko smo veliko znanja tudi drug na drugega prenesli, čeprav nekateri ne vejo, kaj je drugo, mi ne vemo, kaj je tretjo, ampak res veliko znanja se je preneslo iz druge na drugo ekipo. Sami ste bili kot pomočnica kuharja tam, ne? Imeli ste torej še glavnega kuharja in nekoga, boste sami povedali ime, ki je ustvaril sladico. Res je, to je bil moj sošolec, Blaž Potočnik, kateri je kar zelo spretno opravil nalogo, čeprav so kar vsi trepetali, nas je bilo kar strah, ampak smo pa zmogli in pa dosegli, kar smo hoteli. Torej, poleg Sare Kokot in Blaža Potočnika pa je bil glavni kuhar? Erazem Valentinčič. Tako. Kako ste delovali kot ekipa, ne? Mislim, to mora biti, ne? Res je, moramo kar veliko se naučiti, da začnemo delati kot ekipa, veliko je potrebno vloženega dela bilo. Res je, da smo kar veliko vadili, kar veliko smo se mogli usklajevati, ampak na koncu smo se uskladili in smo naredili tako, kot je treba. Gospod ravnatelj, ekipa, torej ekipno delo je verjetno pomembno tudi v šoli sami, pri učenju, pri izobraževanju, pri delu. Res je, predvsem v šoli, prav je, da ekipno delo, da se povežejo, da pomagajo en drugemu, ker tu tako ste se naštela, ja, glavni kuhar, pomočnika, oni so bili tim. Bistveno je, da so bili tim. In to se zbrišejo, te meje se načeloma zbrišejo.
Vsi so tekmovali, vsi so bili za tem in vsi so doživeli ta uspeh, se pravi si zaslužili ta uspeh. Ja, timsko delo, predvsej vaje, dosti odrekane, verjetno so se kdaj skregali tudi z mentorom, po mojem, to jaz niti ne vem, ampak po mojem ja, ker je to zelo psihični pritisk na tekmovalce, ne. Omenimo še mentorica. Gospa Darinka Zorko. Tako, kakšno delo je pravzaprav njeno? Potem vam svetuje, vam pove, nadzoruje, kako? Jaz bi rekla, da naša mentorica je imela kar veliko delo z nami. Ne tako v smislu, da bi se morala tam razglajati ali karkoli, ampak res nas je povezala, res nas je učila, kako sodelovati med sabo, da kako moramo stopiti, da moramo si načrtno narediti delo in res vsakaj čas, da nas je tako daleč. Bila bolj kot mama že kot... Res je, na koncu smo že klicali mama Zorko. Tako, ne. Povejte, kaj ste pa pravzaprav kuhali, pripravljali? Midva z Erasmom smo pripravljala roladico iz roast beefa, zapolnjena z drobnjakom, beljakom in pa slanino, pirejem iz muškatne buče, zdrobovi ocvrtki z brusnicami, espumo iz jurčkov, sotirano špinačo in pa fižolček, reducirano omako vinsko iz modre frankinje, pa seveda čipka, dekoracije. Tako, recept verjetno prilagojen, je neki osnovni recept obstaja, potem pa verjetno date nekaj svojega. Res je, izhajali smo predvsem iz tradicije, ker je bila tema tradicionalna govedina in smo pač mi morali narediti jed, in katero smo seveda malo posodobili. Ravno to je, ne, vsako tekmovanje, ali pa mogoče vi, da poveste zdaj, vsako tekmovanje ima neko glavno temo, iz katere se izhaja, ne? Večinoma tako, ne, zdaj, ali se govori o... Ja, rdečo nit mora imeti, ne, se pravi, tako kot je rekla, tu so bili te živila, ki so vodila rdečo nit, ampak jaz sem zdaj drugo reč, to je zdaj povedala vam recept, ki gledalcem povedete, pa to komot z nedeljo za kosilo skuhate doma. Mimogrede. Mimogrede, z levo roko pa imate tako svečano kosilo. Res, škoda mi je žal, da nimamo kakšne slike, da bi imeli, da bi videli, lahko sliko pokazali, ne? To dejansko ne gre za, mislim, sliši se mogoče preprosto komu, ki že malo več zna kuhati, ne? Za nekoga pa je to lahko skoraj znanstvena fantastika, ne? Glejte, je skoraj za mene tudi, ki sem laik sicer na šoli, to je znanstvena fantastika, ja. To je bolj težko, da bi doma pri toliko vaje, kot so dali vse skupaj, da mogoče, da bi okuse kdaj zadeli, da pa formo tako spravite na krožnik, pa vse skupaj, pa je pa že druga znanost zopet, ne? Ravno to je tisto, ne, se pravi, ne samo, da se jed skuha, prepraži, duši, karkoli že, tudi na krožniku mora izgledati čim bolj privlačno. Res je, veliko dela smo tudi dali samo na dekoracijo, kako bi postavili na krožnik. Verjetno smo sedeli pol dneva in samo gledali, kako bi postavili na krožnik, da to izgleda tako, kot je treba. Povejte, gospod ravnatelj, šola nekoč in danes, tudi jedilniki so verjetno že spremenjeni, predvsem te stvari, kako smo včasih postavljali na mizo stvari, pač bom rekla skorda šefla krompirja, šefla omake, pa ima en kos mesa in je bilo to, ne? Tu na vaši šoli definitivno učite drugače. Res je, da učimo drugače, če pa mene vprašate, ne, pa tudi tisto ni bilo nič narobe, ne, pa če se, ker sem pač malo starejši, zdaj verjetno že izgleda malo starejše, ne, tudi tista kuhinja, ki je bila pristna, domača slovenska kuhinja in ni popolnoma nič manjkalo. Tako da je prav, da bi se vrnili počasi zopet na modern način na našo tradicionalno kuhinjo, kar tudi vse neke težnje se upoštevajo, ne. Pa vi sami kdaj kaj skuhate, tako doma ali v šoli ali kje drugje? Doma, brez skrbi, samo daleč od tega. Ne? Pa če mene vprašate, kaj najrajši pojem, saj mene te vprašali. Ne kaj najrajši pojeste, kaj najrajši skuhate? Najbolj enostavno, pečenko, pa resten krompir, pa vse rešeno, ne? Kaj pa vi? Težko rečem, rada ustvarjam, tako da nimam nekaj najljubšega, ne. Eksperimentirate, odvisno od dneva ali kako? Res je. Kaj pa začimbe, recimo, ki jih dodajate noter? So to tradicionalne, slovenske, znane ali kakšne, ker včasih so ravno to tiste, ki dajo ono zadnjo piko na i. Res je, moramo kar paziti pri začimbah. Res
standard je, sol, poper, kaj pa še dodamo, pa včasih tudi skrivnost. Mora ostati nekaj skrivnostnega, kaj ne, gospod ravnatelj? Res je. Lahko zdaj še jaz, da nemo Izvolite, samo kuhinje, hvala. Tudi postrežete? Tudi postrežemo, tudi na tem Gatusu je bila in strežba, se pravi ekipa strežbe, ki je osvojila srebrno medaljo, in pa turizem, ekipa iz turizma, ki pa je osvojila bronasto medaljo, tako da moram reči, da smo sodelovali v vseh kategorijah in v vseh kategorijah smo bili zelo uspešni. Tako da, ja. Odličja oziroma medalje so prišle domov. Res je, res je. Pa verjetno ne bodo, niso ne prve, ne zadnje. Tako je. Ne, mislim, da imamo kar tradicijo, da smo dobri, da smo priznani, da so naši dijaki dobri, vse imamo tudi od lanskega leta, imamo od Brača, imamo do Plečnika, je bila Plečnikova, Sladica in tako dalje, imamo kar priznan. Mogoče edino pogrešamo v Sloveniji malo več možnosti za kakšna tekmovanja, ampak ne samo kulinarično, tudi v strežbi, kar je, če gledamo zdaj, ti masterchefi, vse skupaj, promovira se kuharstvo, samo gostinstvo ni samo kuharstvo. Če vam ne bo nekdo postregal, če bo nekdo ne bo predstavil na pravi način, potem tudi v kuhinji lahko sami pojejo tisto noter, veste. Pa bo to ena taka misel, izziv za vse v Sloveniji, ki se ukvarjajo s tem. Vama dvema pa najlepša hvala, da ste nas obiskala, pa malo škoda, da nista prinesla kaj za pojesti. Drugič. Velja, hvala lepa. Hvala. Dragi gledalci in drage gledalke, lepo pozdravljeni. V oddaji Report govorimo tokrat o 120. obletnici ustanovitve Osnovne šole Mladika iz Ptuja. Častitljivo obletnico praznujejo prav v tem tednu, čeprav že vse leto govorijo o tem in marsikaj so že v tem času tudi postorili. Pa se bomo najprej pogovorili o zgodovini, kako je bilo nekoč, ko pravzaprav zagotovo sedanji ravnatelj še ni bil ravnatelj, pa vendar prav z njim, z gospodom Širovnikom. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Takole malo za šalo in malo za res. Res je, niste bili v tistem času še ravnatelj, ne? Pa vendar lahko poveste, kakšni so bili začetki te osnovne šole? V bistvu, tako kot je to takrat bilo, leta 1902, je to župan se zamislil, da bo posvetil eno zgradbo sebi in na srečo je to bila osnovna šola, oziroma takrat dekliška šola, ki je bila v bistvu kombinacija šole in dijaškega doma. Torej v današnjem drugem nadstropju so takrat bile spalnice in žal pa nemško govoreče. Župan Ogrin je hotel pač sebi postaviti spomenik in bila meščanska šola v kombinaciji z ljudsko, ampak vendarle namenjena izključno bogatejšim in to je trajalo kar lep čas tam do leta 1928. Pa zanimivo, dekliška šola. Ja. Zgleda, da so hoteli takrat te mlade dame vzgojiti, da bojo znale kuhati, da bojo znale likati, da bojo znale šivati, da bojo znale biti ugledne gostiteljice. Vse to se takrat poučevalo. In seveda tudi, da bodo se znale primerno obnašati oziroma govoriti. Tako da slovenstvo je tudi takrat bilo dano malo na stran. In prihajale so celo po nekih zapisih od Zagreba do Graca te mladenke v na nek način dijaški dom. Zanimivost je tudi takrat tale, da ker je stavba bila pa res veličastna, so kar imenovali Lepotica ob Dravi in nekje v srcu še danes nosimo to ime, nam je ostalo, tako da jo kar ljubkovalno kličemo vsi Lepotica ob Dravi. Šola se je skozi leta spreminjala, tako da je postala tista prava osnovna šola. Drži, skozi zgodovino seveda je bila non-stop deležna družbeno-političnih sprememb, razvoj šolstva tudi pri nas je temu sledil. Bili so težki, črni časi, pa tudi ogromno svetlih časov. Recimo, danes nas je približno 400 učencev. Največja je bilo 1379 učencev, v bistvu enake stavbe. Vmes so seveda bile podružnice, pa so podružnice zgubile, pa se potem iz te šole razvila še sosedna šola, ker je bilo tu naenkrat preveč učencev.
Tisti najbolj črn trenutek v zgodovini naše šole pa seveda konec druge svetovne vojne, ko je bila izjemno poškodovana in 3 leta v njej sploh ni bil možen pouk. Ampak zdaj je možno, ne nazadnje, lahko rečemo, šola je tudi že skoraj da pokala po šivih, ne, pa vendar tudi to ste uredili ni dolgo nazaj, kar je bila otvoritev novih prostorov. Za kaj gre? Točno drži. Šola je nekako stagnirala, vse kar se tiče same ureditve, pa vendarle smo uspeli, seveda skupaj z lokalno oblastjo, pa delno tudi z ministrstvom, stavbo obnoviti v celoti. Torej gre za velike posege, saj sama vrednost obnove je bila 2,5 milijona, tako da smo vso stavbno pohištvo, komplet vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, električno omrežje obnovili, tudi pod streho pridobili prezračevalne sisteme. Tisto, kar pa smo najbolj veseli, da smo preselili kuhinjo iz mračne kleti v sodobne prostore in dogradili jedilnico, v kateri lahko v enem mahu obeduje približno 180 učencev. So pa potem se izmenjajo na ostali, ne? Tako, pri malici se izmenjajo, kosilo pa tako ali tako teče 2 uri, tako da tam ni nobene težave. Kako sicer šola deluje takole v lokalnem okolju? Glede na častitljivo starost zagotovo je sprejeta že v vseh teh letih, ne, in nekako diha. V bistvu šola mora živeti z lokalnim okoljem. Šola pravzaprav je tisto stičišče lokalnega okolja in prebivalstva. Vsi nekako skozi šolo hodimo in potem svoje tisto, kar smo se naučili, tudi predajemo v lokalno okolje. Za šolo sodelujemo pravzaprav na čisto vseh prireditvah, ki se v naši lokalni skupnosti dogajajo, od tistih najmlajših vrteških pa vse do naših dedkov in babic. Nekaj imate na mizi, bi mogoče pokazali takole našim gledalcem? Torej, 120 let se spodobi, da se zabeleže z neko, tokrat knjigo, ne zbornikom, ker je avtor samo en. In sicer avtor je naš upokojen učitelj Franc Golob, učitelj zgodovine, geografije, sicer pa filatelist, zbiratelj razglednic, zbiratelj kamnin, pa verjetno še marsičesa, z ogromno znanja, in na srečo je bil naš sodelavec in na srečo se je dal prepričati, da bo nam poklonil ogromno materijala, ki ga bomo uporabili v tej knjigi. Torej, tu je od 2. oktobra 1902, ko je ta zgradba bila svečano odprta, pa vse do danes ogromno arhivskega gradiva, nekatero še nikoli ni bilo objavljeno v javnosti, bo zdaj prvič zagledalo luč sveta, tako da vljudno vabljeni. Darujte za šolski sklad, pa dobite v zameno knjigo. Pa še neko zadevo imate, omenili ste že filatelista, torej... Torej, seveda, kot je filatelist, smo izdali filatelistično pismo z vsem, kar je potrebno, z vsemi temi pravili, kot je opremljeno za našo lastno znamko, ki je izrisala naša učenka, oziroma več učencev je tekmovala na tečaje, ta je pač bila potem izbrana tako strani učencev, strani učitelja in potem z strani tistih stroge likovne komisije pa tudi stiskana oziroma pripravljena skupaj z filatelističnim društvom Ptuj in opremljena z žigom, ki pa bo 13. torej v četrtek bo na pošti Ptuj ta žig, torej osnovna šola Mladika. Res, da ne bojo original, ampak lahko boste ga dobili na kjerkoli z vašo poštno pošiljko, ki bo šla v svet, tako da tudi to priporočam, pišite v četrtek, pa nas malo propagirajte po svetu. Tako, zdaj pa če še pogledamo dogodki v tem tednu. V ponedeljek in torek se je že marsikaj zgodilo. Ja, torej začeli smo teden 120 let Mladike z recitalom učiteljev Jenkovih obrazov. Da malo drugače začnem, torej da se tudi učitelji postavimo v nastopajoče, pa ostali gledajo. Torej, čisto vsi strokovni delavci bomo smo z nekim delom recitala pač nastopili na oder. Tudi za naš skrb bogata izkušnja, ker na oni strani je dosti lažje biti, pa tudi v razredu si ok, ko pa tole treba na odru, pa je mala izkušnja, posebna. Nadaljevali smo potem v torek zjutraj dopoldan s pripravo predmetne stopne na delavnice, dočim ta mlajši od 1 do 5 pa že izvaja popoldanske delavnice, kjer smo vsa okoliška društva povabili, da sodelujejo. Gre, v bistvu pokrivamo področja od umetnosti do športa, do ustvarjalnosti, do razvedrila, vse tiste stvari,
ker jaz osebno menim, da jih je tak ali tak šoli premalo. Ob 4 popoldne so se pa pridružili delavnicah tudi starši, tako da smo naredili celotno zgodbo tudi malo širše. Tako, sreda, četrtek, naprej pa bo tudi zanimivo. Seveda, nadaljevali bomo z delavnicami, vmes je treba še tudi knjigo predstaviti širši javnosti, našim učencem in seveda izpeljali bomo 3 prireditve in sicer prvo plesno, vse na temo 120 let mladike in vse na temo, v bistvu pa so vse scenarije, vsebino pripravili naši učitelji in naši učenci skupaj. Potem bomo imeli dramsko igro na 120 let, tudi na tematiko 120 let mladike in še musical na 120 let mladike, ki ga je spisala naša učenka, sedaj že bivša naša učenka lansko leto, uglasbila naša učiteljica, izvaga pa naš fejs priznan mladinski pevski zbor oziroma priključili so se nekateri člani tudi otroškega pevskega zbora. Pa dejansko na nek način praznujete že vse leto, kaj ne? Ja, zadeva je zorela sigurno, ne samo celo leto, že tudi malo prej, pa nas je tale korona malo ustavila, pa smo malo se že spogledovali, kako pa bomo zdaj to, ampak upanje umira zadnje in prav je, da tako uspelo nam je in speljali bomo ta čudovit teden do konca. Takole za konec lahko še povabiva gledalce, predvsem torej domačine, Ptujčane, da pridejo, kdaj je torej tisti osrednja zadeva, na kateri lahko prav vsi pridejo. Prav vsi so vabljeni. Prav vsi skoraj da ne, ampak vabljeni pa so. Ampak vabljeni so prav na vse stvari, ki so se že zgodile, tiste več ne, ampak to, kar se bo, sreda, četrtek, prireditve, sreda, četrtek so srednje prireditve, kjer verjamem, da bojo vsi starši, pa vsi detki in babice, pa tudi vsi ostale okoliške sosedje prišli pogledat, vendar le 120 let je 120 let. Tako. Najlepša hvala za vaš obisk. Hvala vam za povabila. Dragi gledalci in drage gledalke, za vas pa nasvidenje do prihodnjič.